Veliko prostovoljcev se odpravi v Gambijo, saj tam kar 70% prebivalstva živi v revščini. Kako jim pomagajo Slovenci? Srcem in dušo, saj prostovoljno delo ni plačano, vsaj v denarju ne. Daje nam možnost, da postanemo boljši ljudje. Poplačano pa je življenjsko izkušnjo, otroškim nasmehom. Sploh tam daleč v črni Afriki, kjer nam je tuj tudi jezik, pravita moji naslednji sogovornici, Barbara, Jasmina, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Jasmina, za vas bi lahko rekli, da ste povsem očarani na črno celino. V Gambiji ste bili že trikrat. In upam, da se kmalu spet vrnem. Ja, definitivno mi je Afrika oziroma Gambija postala moj drugi dom. Vedno komaj čakam, da se vrnem nazaj. In dejansko ne mine več dan, ko ne pomislim na to državo. Tam imam na nek način svojo drugo družino, tam imam že zdaj ogromno prijateljev, vsekakor so pa ljudje tisti, ki me vedno znova vlečejo nazaj. Ja, morda marsikdo ne ve, Gambija je najmanjša afriška država in tudi ena izmed najrevnejših. Ja. Tukaj vidimo nekaj njihovih izdelkov, s čim se preživljajo. Večina prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom, predvsem v notranjosti države. Tisti, ki so se pa že preselili v mesto, se pa iz dneva v dan nekako skušajo znajti s priložnostnimi deli, ali je to vožnja taksija, ali je to prodajanje nekih izdelkov, ustvarjanje nekih izdelkov iz lesa, kot tukaj vidimo nekega nakita, zapestnic, slik. Kakorkoli se pač znajdejo, da preživijo iz dneva v dan. Vi ste se zdaj šele srečali, ne, z Jasmino in potujete v Gambijo prvič. Ste študentka novinarstva in medijev in kaj vas v bistvu vleče v Gambijo? Ne vem, jaz sem se v bistvu odločila čisto spontano, v bistvu hotela sem neko novo izkušnjo, nekaj mi ni dalo mira, da hočem nekaj izkusiti, nekaj novega, nekaj, kar bo mi dalo še za življenje za naprej. In sem videla potem ta oglas, da se iščejo prostovoljci in da je tudi poskrbljeno, da lahko mi opravljamo prakso doli. In sem videla... Kakšno prakso, kaj boste delali? V bistvu jaz bom kot fotografirala in poročala o teh dogodkih, kar se doli dogaja in po samem življenju v Afriki. Zdaj se tudi doli gradi ta izobraževalni karierni center in pa vodnjak in bomo dnevno tudi poročali, kako napredujemo s tem centrom. No, vse se najbrž ne morete pripraviti, ampak vidim, da ste že veliko komunicirali, veliko že veste, kaj vas čaka. Ja, nekako vem, kaj bi me in nekako se pa nočem še, hočem se prepustiti toliko dogajanja, kar me lahko preseneti, kar ne. Tako da grem čisto brez pričakovanj dol. No, in si še se pogovarjamo. Tako da... Se odpravljate na potovanje, nikakor ne pozabite na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. V primeru poškodbe se lahko z njo izognete visokim stroškom zdravljenja. Kartica je brezplačna, naročite pa jo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali po telefonu. Dobrodošli nazaj. Še dobro, da imamo prostovoljce, bi lahko rekli. Ravni oni so običajno tisti, ki se prvi odzovejo klicu na pomoč. Barbara, Jasmina, enkrat prostovoljec, vedno prostovoljec, bi se strinjali s tem? Jaz definitivno bi se strinjala, se vedno znova vračam. Upam, da naslednjič bo za malce dlje časa. Ja, dejansko je res, več kot daš, več dobiš nazaj. To je ena taka neopisljiva nagrada. Kakšna izkušnja je v bistvu za vas Gambija? Kje vse ste aktivni? Kaj vse ste doživeli, videli? Dejansko se skušamo vključevati na čim večjih področjih. Največ seveda delamo v lokalni šoli, v vrtcu, ukvarjamo se z najmlajšimi otroki. V šolo začnejo hoditi že pri 3 letih, kar pomeni, da je včasih delo z njimi predvsej naporno. Tako je, ja. Dejansko se morajo dosti hitro naučiti angleškega jezika, da lahko potem tudi spremljajo pouk v nižji osnovni šoli. In tukaj pridemo na vrsto mi.
Seveda pa tudi s tem, da jim prinesemo neke šolske potrebščine in pa, ne vem, neke materiale, ki jih drugače niso deležni, ker tam pač pouk poteka s kredo in pa pisanje po tabli in petje pesmic. Mi pa če prinesemo še kakšne vodene barvice, voščenke, so pa seveda čisto navdušeni. Verjetno ste s temi otroki spletli prav posebne vezi, ne? Kaj pričakujejo od vas? Verjetno že imajo neka pričakovanja, ko se vračate zdaj že 4 leta. Ja, dejansko je zelo lep občutek, ko prideš spet nazaj v šolo in se te spomnijo in te kličejo po imenu. Res, to je nekaj najbolj čudovitega. Kar pričakujejo od nas je to, da se bomo seveda čim bolj z njimi ukvarjali. Zaradi tega, ker pač tega od svojih staršev ne dobijo, pa ne zaradi tega, ker pač starši ne bi bili čutne osebe, ampak ker enostavno nimajo časa, da se ukvarjajo z njimi. Morajo se pač preživeti in preživeti svojo veččlansko družino nekako. In tukaj pridemo mi na vrsto, ki jih crkljamo, oni se pa tudi z nami zelo ukvarjajo. No. Kaj si vi želite od tega potovanja, Barbara? Najbolj si želim, ne vem, to, kar bojo meni ti otroci in ti domačini meni dali. Mislim, kar bom jih lahko jaz na oddelki naučila in potem te vrednote, kar bojo meni lahko dali. Tako da vse izkušnje, kar bom jih dobila, potem so to deljenje, so to radost, da ti ni nekaj odveč narediti, da ti je vse, da se samo prepustiš. Zdaj kmalu greste, ne? Ja, res je, čez 14 dni se odpravljamo, ta druga skupina poletnega tabora, tako da 28. julija je že datum odhoda. In za 3 tedne, ne? Ja, tako da mislim, da bo kar hitro minilo in bi si želela mogoče še podaljšati tam to bivanje in vso to delo. Pa vas je kaj strah? Malo me pa je, ja. 20 let ste stari, ne? To je prva takšna izkušnja za vas, tako potovanje, v bistvu daljše tudi v Afriko? Ja. Zdaj se bom drugič spopadla kot prostovoljno delo, ampak zdaj se bom drugič kot tudi z otroki in z neko drugo kulturo. Tako da mi je to kot nek tudi izziv. Zdaj bi se rada vrnila še malo k tem izdelkom. Meni so te lesene skulpture zelo všeč. Sicer smo rekli, kmetijstvo je prevladujoča panoga, ampak je pa veliko teh tudi izdelovalcev. Mi imamo en poseben kotiček tam v tem kraju, kjer smo nastanjeni, reče se mu Craft Market, to je pokrita tržnica. Tam imajo lokalni umetniki vsak svojo oziroma deljeno delavnico. In zadrževanje na tej tržnici je zelo zanimivo, ker to je druženje, to je kremljanje, to je zabavamo se, šalimo se, skuhajo namatajo nek lokalni čaj. Verjetno krasno vzdušje. Res je, zelo sproščeno. Potem pa, če jim lahko še v zameno pomagaš s tem, da kupiš kakšen izdelek, je pa še toliko več. Toliko bolj veseli. Najlepša hvala za obisk v studiu, srečno pot, Barbara, verjamem, da bo dogodivščina. Ja, tudi Slovenija pa ni